Kot raziskovalec in profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se ukvarjate z nadvse aktualno temo, namreč s temo demografije. Gre za vprašanje rodnosti in staranja prebivalstva, predvsem v razvitem svetu. Ste se za temo odločili zaradi vprašanj povezanih z razmerami v Sloveniji ali pa zgolj zato, ker ste pač raziskovalci danes nujno nekako vpeti v te mednarodne trende? Rekel bi, da oboje. Glede na to, da prihajam iz Slovenije, tu delujem, me to zanima, rad bi tudi posredoval družbi rezultate svojih raziskav. Hkrati pa danes, če hočeš biti nekako v raziskovalni sferi dovolj visoko, je nujno, da se povezuješ z dobrimi, najboljšimi raziskovalci po svetu. In sledite seveda temu, kar pač se v svetu dela na tem področju, ne? Sledimo zanimivim raziskovalnim vprašanjem, bi rekel. In tile transferji, tokovi med posameznimi generacijami, starostnimi skupinami se nam zdijo zelo aktualni v luči velikih sprememb demografskih, ki smo jim že priča, pa ki jim bomo še mnogo bolj v razvitih državah, pa tudi sicer po svetu v prihodnjih desetletjih. No, vaša raziskava temelji na rezultatih širšega mednarodnega projekta z izhodiščnim vprašanjem. Kakšno je to vprašanje? Gre za dejstvo, da človek kot bitje v začetku svojega življenja in proti koncu troši več, kot pa ustvarja za svojim delom. V tisti vmesni delovni starosti pa proizvaja več, kot troši. In nas zanima, kako ti tokovi potekajo med posameznimi starostnimi skupinami in s tem tudi med različnimi generacijami, kako je to v različnih državah. Možnosti so tri. Možnost je skozi javno-finančne transferje, se pravi javno financirano zdravstvo, šolstvo, dolgotrajna oskrba, pokojnine. Potem drug možen kanal je privatni transferji, predvsem starši veliko financirajo potrošnje svojih otrok, hrana, obleka, stanovanje, doplačilo vrtcev in tako naprej. In pa tretja možnost preko interakcije s sredstvi. Naprimer, najprej varčuješ, pa potem financiraš svojo potrošnjo v starejših letih ali pa najameš kredit, prodaš večje stanovanje, greš manjšega. Torej, te tri možnosti so. Po svetu med različnimi državami je pa seveda zelo različna. V splošnem, bolj ko je država razvita, bolj se vključuje javni sektor, ki prevzema določene funkcije, družine, skrb za bolne, onemogle, tiste, ki niso sposobni za delo in tako naprej. Ampak lahko ob tem izberejo zelo različne smeri, recimo Švedska pa ZDA zelo razviti, obe državi zelo razviti, ampak precej različen delež javnega sektorja. No, za potrebe vaše raziskave razvijate tudi metodo za ugotavljanje medgeneracijskih transferjev, ki ste jih zdaj že omenili, ne? In kolikor razumem, vas zanima povezava med ekonomijo in pa demografijo. Lahko še nekoliko bolj natančno pojasnite to soodvisnost? Tako, se pravi, to, kar se v gospodarstvu proizvede, ponavadi statistično to imenujemo bruto domači proizvod, potem mi razdelimo po starosti, ker to je tista ključna dimenzija, ki določa aktivnost posameznika. No in kar ugotavljamo potem je, da so ti tokovi zelo po eni strani različni, po drugi strani zelo pomembni. Torej, lahko bi rekel, da uvajamo dimenzijo starosti v sistem nacionalnih računov, torej bruto domači proizvod. In hkrati, ko razvijamo to metodo, jo posamezni raziskovalci apliciramo na te različne države, odkoder prihajamo, da potem ne samo, da je metoda razvita, ampak tudi aplicirana na posamezne države za analize, za primerjave. No, in kot osnovno vprašanje se vam pojavlja naslednje, ne? Kolikšna rodnost lahko na dolgi rok zagotavlja blaginjo prebivalstva? Kako pa odgovarjate na to? Tako, v temle zadnjem oziroma temle aktualnem članku, kjer smo predstavili nekako metodologijo za izračun optimalne rodnosti, smo pa te profile, ugotovljene tokove med posameznimi starostnimi razredi, uporabili v modelu na dolgi rok in se spraševali, kakšna je potrošnja tekom življenjskega cikla, če imamo višjo, nižjo, torej posamezne ravni rodnosti. No in ugotovili smo, da je ta optimalna rodnost nekoliko pod 2,1 otroka na žensko v večini držav,
To pomeni pod tisto ravnjo, ki zagotavlja enostavno reprodukcijo prebivalstva na dolgi rok. Je pa po posameznih državah različna ta optimalna rodnost v odvisnosti od tega, kako ti tokovi potekajo v posameznih državah. Mislim, da ste v vzorcu vzeli 40 držav po svetu, ne? Tako. Pa sodijo vse območje sveta, za katerega pravimo, da je razviti svet, ne? Pokrili smo pravzaprav ves svet, ne samo razvite, ampak tudi države v razvoju. Skratka, imamo notri in Indijo, Kitajsko, Tajsko, naprimer Indonezijo, potem Južno Ameriko, Severno Ameriko s Kanado, z ZDA, torej tudi Avstralija je notri. Pravzaprav vse države sveta, da potem lahko še toliko bolj primerjamo pa ugotavljamo zgodbe med državami na različni stopnji razvitosti in pa tudi približno enake stopnje razvitosti, vendar ko so zavile v različne smeri glede teh tokov, kako imajo urejeno suportiranje oziroma podpiranje starejših, mlajših. Kako pa se ta parameter optimalne vrednosti razporeja na svetu, neko aproksimacijo, recimo razviti in nerazviti svet? Tako, zdaj, kar smo ugotovili je, da je rodnost pod tisto optimalno v evropskih državah, recimo Španija, Slovenija, Avstrija, Nemčija, Italija in pa na Japonskem. Potem, da imajo nad optimalno rodnostjo v afriških državah, tudi v nekaterih južnoameriških državah, in pa da imajo potem kot tretja skupina približno optimalno rodnost, pa spet ZDA, Kanada, potem Argentina in tako naprej. Imamo zemljevid vseh držav, kje so države nad neko optimalno rodnostjo, pod optimalno rodnostjo in nekje na optimalno rodnostjo. Poudarjam pa, da je tu kriterij maksimiranje potrošnje na prebivalca, kar seveda ni edini kriterij neke blaginje, ampak je pa po drugi strani nek osnovni kriterij ekonomski. Kako pa kulturni vzorci, če sploh vplivajo na recimo ta indeks rodnosti? Zdaj, v teh študijah se mi ne ukvarjamo z dejavniki rodnosti, mi bolj ugotavljamo vpliv rodnosti na ekonomijo predvsem. Sicer pa, če me vprašate, ja, tudi kulturni dejavniki so zelo pomembni, ne samo, a imaš stanovanje, a imaš stabilno službo in tako naprej, kar ponavadi vpliva, kar študije kažejo in tudi bi takole čisto po kmečki pameti rekli, ampak so zelo pomembni tudi, kot pravite, kulturni vzorci, ko vidimo, kako je okrog nas, naprimer teorija pasti nizke rodnosti, ko enkrat pade rodnost nizko, da potem vidiš, da imajo okrog ljudje malo otrok in tudi ti nekako se potem temu vzorcu prilagodiš. Mogoče kot zanimivost, v Braziliji so prav resne študije na to, kako se je rodnost precej znižala zaradi tehle TV novel. Se pravi, ljudje to očitno na veliko gledajo, potem se poskušajo identificirati, jim to postanejo kot vzor tile igralci in ker imajo očitno tam manjše število otrok, je to precej vplivalo na znižanje rodnosti. Precej hitro v Braziliji. Gre pa tudi širše, a država kot taka, pa družba podpira višjo rodnost, a so otroci vrednota, ali si pa že malo tako se sprašujejo, zakaj pa imaš 3-4 otroke, zakaj pa raje nimaš večji avto ali pa večjo hišo. Torej, gre za zelo pomembno komponento rodnosti. Doktor Sand, nekoliko se osredotočiva na Slovenijo, pa me zanima, kakšne značilnosti ugotavljate za naš prostor. Tu seveda mislim na razlago optimalne rodnosti v soodvisnosti z ekonomskimi parametri, to, kar ste seveda že v splošnem povedali, ne? In seveda tudi pojasnitev naraščajočega trenda starajoče se populacije. Za Slovenijo tokrat govoriva. Torej, za Slovenijo, predvsem če se primerjamo z drugimi državami, zelo izstopamo po temle dohodku iz dela. Na eni strani gledamo, kakšna je potrošnja v posamezni starosti, po drugi strani pa dohodek iz dela. In mi zelo pozno stopamo na trg dela in se zelo hitro umaknemo iz trga dela. Če pa konkretno interpretiram rezultate tele študije, smo pa ugotovili,
da bi bila optimalna rodnost okrog 1,8 v Sloveniji, glede na obstoječe vzorce transferjev, ki jih trenutno imamo. Zdaj lahko tudi malo razčlenimo. Z vidika javnofinančnega sistema bi bila optimalna rodnost tam okrog 3,3 otroke na žensko, kar je ogromno, ker potekajo transferje v glavnem navzgor, v višjo starost, in več, ko bi bilo otrok, ko bi prišli v delovno starost, bi podpirali potem pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo v višjih starostnih razredih. Ampak moramo vključiti, kot smo rekli, še privatne transferje. Torej, če boš imel 3,3 otroka, pa jih boš oskrboval oziroma financiral njihovo potrošnjo v skladu z obstoječimi vzorci, potem bo bolj malo ostalo za tvojo potrošnjo. Potem se zniža ta optimum na 2,2 otroka. Če pa še hkrati uvedemo končno tudi upoštevamo, da se mora višje število otrok in potem delavcev opremiti z kapitalom in tudi to potem zmanjšuje sredstva za potrošnjo, potem je pa tale optimum okrog 1,8 otroka. Ko me pa sprašujete glede rodnosti, razmerja, deleža starejših, ja, priča bomo zelo močnemu staranju prebivalstva. Trenutno imamo okrog 18% starih 65 let in več. To se bo povišalo recimo v prihodnjih 30 letih na okrog 29% po projekcijah Eurostata, medtem ko se bo na drugi strani delež tistih v delovni starosti od 20 do 64 let znižal iz sedanjih okrog 63% na okrog 52%. Torej, močno znižanje tistih v delovni starosti in močno povišanje tistih v višji starosti, ko so že ponovno odvisni, v prihodnjih 30 letih. Kako bo država vzdržala tako razmerje? Zdaj, ukrepi so seveda predvsem ekonomski. Večkrat se pogovarja, kaj pa zdaj narediti, kako dvigniti rodnost, da se bo ta situacija rešila. Tu zdaj žanjamo rezultate nizke rodnosti v zadnjih 30 letih. Po letu 1980 pravzaprav je že padla rodnost pod tisto za obnavljanje prebivalstva. To je padlo potem do leta 2003 samo na 1,2 otroka, kar je zelo nizko. 2,1 je potrebno za obnavljanje, mi pa smo imeli 1,2 in zato imamo zdaj zelo šibke, številčno šibke generacije, ki bodo vstopali na trg dela, potem tudi ženske v rodno dobo. Torej ne bo žensk, ki bi rojevale in zato v projekcijah, čeprav predpostavljamo, da bo ena ženska imela vedno več otrok, se bo število živorojenih zmanjševalo, ker ne bo oziroma bo manj žensk v rodni dobi. Na drugi strani pa imamo zgodbo baby boom generacij, torej rojeni po drugi svetovni vojni, ki so pa na pragu upokojevanja in bodo vedno bolj intenzivno prehajali v upokojitev. Kar hočem reči je, imamo neko dano situacijo, dano starostno strukturo, ki bo v prihodnjih desetletjih vplivala na to razmerje med tistimi, ki so odvisni, pa tistimi, ki vzdržujejo. In to se bo zelo zaostrilo, deloma se lahko z migracijami blaži, ampak nikakor pa, da se rešuje. Tako da osnovni ukrep, ki ga jaz vidim, je daljše ostajanje v zaposlitvi. Kar se mi zdi tudi najbolj logičen ukrep, glede na to, da se nam je samo v zadnjih 10 letih življenjsko pričakovanje podaljšalo za skoraj 4 leta. Torej, za okrog 9 ur na dan živimo vedno dlje, zdravi smo vedno dlje časa in potem je tudi nekako normalno, da delamo dlje časa, sploh če se primerjamo z drugimi državami, ker bistveno hitreje se sedaj umikamo iz trga dela. No, to so vprašanja, o katerih govorite, postajajo tudi vedno bolj politična vprašanja. Pa me zanima, a zadostuje, da vi raziskovalci zgolj temeljito opozarjate, kaj se lahko v politiki premakne? Ker seveda vi govorite in raziskujete trende na dolgi rok. To ni v obdobje 4 let, kolikor je recimo čas ene vlade, ne? Tako je. Raziskovalci so to opozarjali že desetletja nazaj. Ker tole je vse predvidljivo, demografske projekcije so zelo zanesljive v primerjavi s kakimi drugimi projekcijami, ampak to, kot tudi sami navajate, ni bilo dovolj. Upozorila raziskovalcev
Zdaj, v zadnjem času so se v to vključile mednarodne organizacije. Od OECD-ja, Svetovne banke, predvsem pa Evropske unije. Evropska unija ne samo da opozarja, potem tudi zahteva določene ukrepe strani države članice in to je tisto, kar je potem najbolj prisililo vlade v ukrepanje. Drugače se je to vedno bolj odlašalo, ker je bil horizont, ki pravite, 4 leta do naslednjih volitev, ukrepi pa niso prijetni, zato se ni želelo, se je poskušalo odlašati. Vaše projekcije so pa 30 let in več, recimo, ne? Projekcije, standardni horizont je do 2060, kar dela Evropska komisija sedaj na vsaka 3 leta, tako da podatkovne podlage oziroma s vidika rezultatov ni problem. Ko ste govorili o naših slovenskih razmerah in o teh, kaj nas recimo v prihodnjih 30-40 letih na področju teh starostnih razlik čaka, pa me zanima, kako pa recimo v drugih državah to rešujejo, se spopadajo z enakimi problemi? Ja, predvsem Nemčija in Italija imate celo mnogo starejše prebivalstvo že sedaj. So pa druge države, v glavnem, če se pogovarjamo o pokojninah, že naredile domačo nalogo, če takole rečem. Se pravi, so sprejele ukrepe, so uzakonili, da se recimo v Avstriji podaljšuje pokojninska doba, da je treba delati 45 let, da se to izenačuje za moške in ženske. In v Sloveniji z 40 leti, čemur se ženske postopno približujejo, moški pa so na 40 letih, preprosto bo treba dlje časa delati. Se pa sicer vedno bolj vse premika v smer zdravstva pa dolgotrajne oskrbe, kjer je pa prav tako zgodba pritiska na javne finance skozi staranje prebivalstva. No, še enkrat, vprašanje teh migracij, ne? Nekaj ste že to omenili, pa vendar me zanima, o tem se seveda danes govori pri nas predvsem z vidika laičnega razumevanja, ne? Kako strokovnjaki to pojasnjujete, recimo v Sloveniji in pa seveda tudi recimo v drugih državah, ki se soočajo s temi vprašanji? Ja, torej selitve so, njihov vpliv, bom rekel, je praviloma pozitiven. To pa zato, ker so selivci, migranti praviloma mladi, 20-30 let stari in to pomeni, da vplivajo pozitivno na pomlajevanje prebivalstva oziroma zavirajo staranje prebivalstva. To je, kar se demografskega dela tiče. Vpliv na ekonomijo je pa potem odvisen, kdo ti priseljeni so. Praviloma je ponovno vpliv pozitiven, ker so praviloma to izobraženi. Priselitve so praviloma selektivne. To pomeni, država odloči, kdo lahko vstopi v državo in take brez kriminalne preteklosti, bolj izobraženi, za katere je potreba na trgu dela ali so se mogoče že celo našli zaposlitev, tako da je ta vpliv praviloma pozitiven tudi z ekonomskega vidika. Ni pa to rešitev, namreč priselitve bi morale biti izjemno visoke, da bi se poskušalo nevtralizirati to, kar nas v prihodnjih desetletjih čaka, tako da se migracije nekako v strokovni literaturi smatrajo kot pozitivne, pri tem procesu staranja prebivalstva in demografsko in ekonomsko, niso pa rešitev, torej samo blažijo staranje prebivalstva.